ne vidim, zakaj bi bili pač kakršnakoli sindikalna oblika udejstvovanja škodljiva za gospodarstvo. Ne. Če je to seveda oblika partnerstva, ne, ker je naš cilj seveda večja produktivnost, večja dodana vrednost, boljši delovni pogoji, boljše plače. Tretjina javnega sektorja znašla na minimalni plači, ki je bila res sramotno nizka, taka ne za umret, težko za preživeti. Ne? Slovenija od leta 1991 naprej, čeprav nam je se povečal bruto domači proizvod, ni ustvarila enega globalno omembe vrednega start-up podjetja, ki bi bil sposoben ustvariti tehnološki preboj. Ne more v bistvu zdaj biti neka vojna vzrok, zakaj se pač ljudje ali pa recimo, ne vem, podjetja, univerze, šole ne morejo povezovati med sabo. Ne. Veste, celo na vrhuncu hladne vojne je bilo tako, da sta ZDA in Sovjetska zveza sodelovali. Ker so vsaj starši tisti, ki so imeli otroke doma, dojeli, kaj pomeni imeti v procesu vzgoje izobraževanja 8 ur doma en program, v katerem treba nekaj z otrokom narediti. Če vi plačate učitelja za 1200 evri na mesec, ja, je še sploh čudež, da se kdo prijavi oziroma na delovno mesto. Z nami sta ekonomist Rok Spruk, predavatelj na Fakulteti za ekonomijo Univerze v Ljubljani. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdrav. In pa Miha Gartner, torej učitelj geografije in zgodovine in predsednik območnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture v Celju. Lepo pozdravljeni. Pa bi mogoče začeli z enim vprašanjem, ki ga tudi sicer obravnavamo v tej številki Slovenskega časa. In to je, če pogledamo podatke, je Slovenija dejansko od sredine 90-ih let prejšnjega stoletja gospodarsko precej napredovala. Realni BDP se je več kot podvojil, tudi produktivnost se je močno povečala. Po drugi strani pa ima veliko ljudi občutek, da si kljub delu, kljub vse višjim plačam, vsaj v teoriji, vse težje ustvarijo neko stabilno življenje, družino, si privoščijo dom in tako naprej. Ali tudi vidva občutita ta nenavaden razkorak in kako si ga razlagate? Ja, seveda, zdaj v Sloveniji, če gledamo po bruto domačem proizvodu, smo imeli od leta 90 lep kumulativni napredek. Ampak istočasno je pa potrebno povedati, da seveda raven dohodka v neki državi, v gospodarstvu, je seveda odvisna od večjih dejavnikov. Eden izmed ključnih dejavnikov, ki določa dolgoročni življenjski standard naroda, države, je seveda delovna produktivnost. In delovna produktivnost pa seveda določa to, kakšen bo seveda končni proizvod, ki ga bodo podjetja proizvedla, in tudi seveda pač kakšna bo raven plač oziroma dohodkov iz dela, ki ga bodo pač podjetja lahko financirala. Tukaj pa mi opažamo dva dejavnika. Zdaj, prvi je ta, da je v Sloveniji že nekako delovna produktivnost glede na jedro države Evropske unije, se pravi ta famozni center, nam že 15 let stagnira. Se pravi, Slovenija glede na EU15 ne dosega v bistvu više delovne produktivnosti. Kar seveda to pomeni, da istočasno pa v času vidimo, da se seveda pač raven cen preko inflacije povečuje. Seveda zato, čezdalje več gospodinjstev je za njih vse težje, se pravi, opraviti nakupe nekih osnovnih dobrin ali pa recimo nakupe bolj trajnih dobrin, se pravi, kot so recimo hipoteka, se pravi, ureditev stanovanjske problematike. In zdaj tukaj je pa potrebno vprašati seveda, kako smo mi prišli do točke, kjer je produktivnost seveda na tako nizki ravni. Zdaj, posplošena in popačena razlaga je seveda ta, da k temu izključno prispevajo previsoki davki. To je taka ključna. Ampak tukaj pa moramo povedati, da imamo težavo. Se pravi, na eni strani ima Slovenija res, se pravi, če gremo pogledati mediano, se pravi, srednje gospodinjstvo, ki ima srednji dohodek, ima res previsok davčni primež, se pravi, škarje med bruto in neto dohodkom. Smo 6. na svetu. Pred 4 leti smo bili 16. na svetu, zdaj smo 6. na svetu po davčnem primežu. To seveda za državo, ki še ni dosegla, je med razvitimi, ampak še pa vedno ni dosegla povprečje razvitosti OECD države. To seveda ni dobro. Po drugi strani, pa seveda mi produktivnosti ne povečujemo tako, da se fokusiramo na izčrpavanje dela. Se pravi, če vprašate kakšnega delodajalca, bo delodajalec rekel, ja, problem je v
na strani delavcev oziroma na strani zaposlenih. Ne. Problem je, ne, v tej slavni enačbi produktivnosti v imenovalcu. Ne. Pardon, v števcu, ne v imenovalcu. Se pravi, pomembno je tudi, kakšno tehnologijo podjetja imajo. Kaj podjetja v Sloveniji proizvajajo. Ne? Ali so pozicionirana v najbolj nišnih dejavnostih, v znanstveno intenzivnih, tehnoloških intenzivnih dejavnostih, ali so pozicionirana v zgornjem delu globalne ponudbene verige. To so tisti segmenti, kjer je potencial za rast dodane vrednosti zaposlenega. Ne? Ko se seveda to poveča, ne? Ko ekonomija postane inovativna, propulzivna, ne? Ko je integrirana z najboljšimi, najbolj sofisticiranimi inovacijskimi vozlišči na svetu, ne? Z Palom Altom, z nastajajočo Azijo, z Tel Avivom, z zalivskimi državami. Ne? Takrat seveda pač postane rast produktivnosti bistveno lažja. Ne? Se pravi, če bi potegnili črto, bi rekli, na eni strani seveda imamo institucionalno okolje, ne, ki ne bom rekel, da je slabo, ampak ni pa najboljše, lahko bi bilo boljše. Imamo tudi seveda delo, kako bi rekel, ekonomske politike zadnjih let, ki bi bile lahko bistveno boljše, ne, bolj naravnane, predvsem mladim družinam. Ne. Ampak imamo pa tudi problem na eni strani s korporativnim upravljanjem podjetij, na drugi strani seveda s tem, da tehnološka razvitost slovenskega gospodarstva ni takšna, kot bi za takšno državo lahko bila. In to skupaj drži. Ne. Ekonomija v škarjah, ne? Se pravi, zavira naš razvojni potencial, ne? In zato pridemo do te paradoksalne situacije, ne? Kot smo, da imamo čezdalje večji odstotek gospodinjstev, ki se seveda bori. Ne? Zdaj, ali je rešitev, ne? V tem, da gre država v večjo redistribucijo, se pravi, da še poveča davčne obremenitve? Ne. Izkazalo se je v vseh zahodnih demokracijah, da takšne politike, ne, niso bile dobre, ne? V 90-ih letih, v začetku 21. stoletja so bile celo v Skandinaviji, ne, ki je nek zgled, kako bi rekel, socialne države, ne, so bile celo levo-sredinske vlade tiste, ki so se odločile za spremembo te politike. Ne. Spomnimo se recimo na Danskem, ne, je socialno-demokratska vlada šla v fleksibilizacijo trga dela, ne, ker so pač videli, da bolj prožen trg dela je seveda rešitev. Ne. Ampak bolj prožen trg dela seveda ne pomeni, da postane samo lažje odpuščati. Ne. Pomeni tudi vmes, da postane lažje najemati, ne, in da imamo na eni strani med delom in med podjetji obliko partnerstva. Ne. Se pravi, da iz tega diskursa, iz tega dialoga izpade kakršnakoli dikcija razrednega boja. Ne. Tudi če gremo pogledati najbolj uspešno gospodarstvo na svetu, recimo, pa ne bom rekel, da so velika, recimo, da so mala. Ne. Kako so uspela? Uspela so s tem, da so vstopila podjetja in zaposleni v partnerstva. Ne. Tudi tukaj jaz recimo vidim, da kakšni kolegi pravijo, da je večje sindikalno udejstvovanje, da je to problem, jaz vidim, da pač ne, to je lahko kvečjemu pač partnerstvo. Ne. Ne vidim, zakaj bi bili pač kakršnakoli sindikalna oblika udejstvovanja škodljiva za gospodarstvo. Ne. Če je to seveda oblika partnerstva, ne, ker je naš cilj seveda večja produktivnost, večja dodano vrednost, boljši delovni pogoji, boljše plače. Ne. Ampak seveda za vse. Ne. Se pravi, naš cilj mora biti celotno distribucijo premakniti, povečati, ne, zato da v bistvu pač na eni strani zmanjšamo riziko tveganja revščine. Ne. Vlada dostikrat pravi, da ima Slovenija enega izmed najnižjih rizikov, se pravi pragov tveganja revščine. Ne. Ja, ampak če pa vi greste pogledati, koliko je pa v Sloveniji odstotkov gospodinjstev, ki je na pragu tveganja revščine ali 10% nad, ne, pa vidimo, da smo na številki 33% po zadnjih podatkih Eurostata. Ne. Zato to so zame alarmantni podatki. Ne. Rešitev ni, da tako kot je v zadnjih 4 letih, ne, vstopala vlada z ekspanzivno fiskalno politiko, ne, se pravi z povečanjem porabe. Rešitev je, kako povečati na eni strani inovativnost in produktivnost, predvsem malih in srednjih podjetij. Ne. To je v bistvu v našem prostoru, se pravi severne Italije, kontinentalne Evrope, to je v bistvu tisti gonilo, motor rasti, ki omogoča dober, zdrav, ne, in tudi v bistvu kakovosten življenjski standard. Ne. Da nimamo praga tveganja, visokega praga tveganja revščine. Ne. Tukaj pa jaz samo upam, da v naslednjih obdobjih si lahko nadejamo, da bo na eni strani pač prišlo do večjega partnerstva, ne, med podjetji, med zaposlenimi in tako naprej. Ne. In da, ne, mogoče bomo pa tudi kaj rekli, da v bistvu pač izzivi, ki jih imamo, predvsem na področju generativne umetne inteligence, ne, da to ne obrnemo v scenarij, kjer umetna inteligenca nadomešča delo, ampak ga dopolnjuje. Ne. To pa seveda pač odpre nadaljne vprašanje, ko bomo se še kaj pogovarjali o tem. Gospod Gartner, vi ste zaposleni seveda v javnem sektorju, imate zato čisto drugačen pogled na vse skupaj ali nekako
Ja, vsekakor nimam take širine, morda kar se tiče ekonomije pa gospodarstva. Lahko začnem pri tem pogledu šolnika ali pa sindikalista z izkušnjami iz pogajanj z vlado v teh zadnjih 4 letih. Dejstvo je, da se je položaj recimo učiteljev ali pa velikega dela javnega sektorja v zadnjem času močno slabšal. Ne. Že recimo tam od 2007-2008, ko je bil takratni nov plačni sistem uveljavljen, pa potem ne do konca izveden, se je zaradi takratne gospodarske krize v spodnjem delu plačne lestvice pravzaprav celotna tretjina javnega sektorja znašla na minimalni plači, ki je bila res sramotno nizka, taka ne za umret, težko za preživeti. Vsi ostali smo tudi mogli pač plačati to ceno. Ne. In od takrat naprej, ne glede na to, da Slovenija beleži od leta 90 naprej recimo en razvoj in tudi višji življenjski standard, torej nihče zdaj, če bi pogledali materialno, ne živi slabše kot takrat, pa pogledamo lahko katerikoli segment življenja, sigurno smo na boljšem, ampak ne glede na vse, je ta spodnji del skozi bolj sploščen na res na minimalcu preživetja. Zdaj ta vlada je skupaj s sindikati se pogajala in to poskušala reševati z dvigom oziroma spremembo plačnega sistema, ki bi vsaj nekako uredil razmerja in jih izboljšal. Deloma je to v resnici uspelo, ampak očitno za previsoko ceno glede na to, koliko ta trenutek je ta država sposobna ustvariti. In tu smo pri problemu, ne, ki je bil dobro izpostavljen. Tako da en del rešitve najbrž je v večji produktivnosti. Na sindikalni strani se bojimo in ne bi radi, da se uveljavlja nazaj razmišljanje, da je delavec problem in da je delavec predrag. In tu je velik del nezaupanja, se mi zdi, sindikatov nasproti delodajalcem in težava delodajalcev, da ne znajo najti načina, kako na drugačen način razmišljati in najti rešitve, zato da bodo podjetja uspešna. Ne. Dejstvo pa je, da je težko konkurirati azijskemu sistemu razmišljanja in načinu dela z našim načinom, demokratičnim načinom razmišljanja, ne. In z njihovo nizko ceno delovne sile in z možnostmi, ki jih imajo, da to vlagajo potem v razvoj, ta trenutek res lahko konkurirajo in parirajo, in če tu ne bomo kot država in gospodarstvo uspeli najti enega zaleta in hitrejšega razvoja, se nam na dolgi rok slabo piše. Vsekakor pa kot sindikalist ne bi pristajal na to, da gre to na račun zaposlenih. Zdaj, v javnem sektorju bi to na dolgi rok pomenilo zdajle še nadaljne praznjenje delovnih mest, ki so nujno potrebna za preživetje te družbe, naj bo v zdravstvu, naj bo v šolstvu, pa tudi v vseh ostalih sektorjih, kjerkoli že, kjer zaposlenih že primanjkuje, in ko se bo ta sistem sesul, bo kakršenkoli drug sistem precej dražji in slabši kot ta, ko ga imamo zdaj. Toliko morda za začetek zavod. Pa ko smo ravno že malo odprli temo tega, kaj počne vlada, kaj lahko stori sploh glede tega, kakšen je vajin odziv na trenutni interventni zakonski predlog, ki prinaša bistvene spremembe glede davčnih olajšav, glede SP-jev in tako naprej. Kakšen je vajin odziv na ta trenutni predlog? Ja, takole je, ne, lejte, težko je predvidevati, ali kako bi rekel, napovedovati, kakšni so učinki, če mi konkretnih predlogov nimamo na mizi, ne, niti vlada tudi še pač ni sestavljena, se sestavlja, ne, ampak v bistvu pač nismo še na tej točki, ne. Zdaj moramo pa nekaj povedati, ne. Predlogi, ki jih daje interventni zakon, ne. Kadarkoli, jaz tukaj mislim, da sta potrebni dve stvari, ne. Prvo moramo vedeti, koliko bo javnim financam zaradi znižanja stopenj DDV-ja, zaradi znižanja mogoče pač kakšnih drugih davčnih obremenitev pri dohodnini, mogoče pri davku dohodka pravnih oseb, prvo je potrebno imeti ocenjen izpad fiskalnega dohodka, ne. Smo v časih, ko gospodarska rast seveda ni taka, da bi se aktivirali avtomatski stabilizatorji, ne. Se pravi, potrebno je tukaj biti res previden, ne. Potem je pa potrebno videti, kako ta izpad davčnih prihodkov nevtralizirati, ne. Se pravi, da pridemo do točke, kjer interventni zakon, ukrepi interventnega zakona ne bodo ustvarjali dodatnega javnofinančnega zadolževanja, kar bi oslabilo recimo ali pa poslabšalo recimo ceno dolga, ki ga mora Slovenija plačevati, ne. In tukaj moramo pa je odvisno od tega, kakšen bo prilagoditev na odhodkovni strani, ne, slovenskega proračuna. Jaz tukaj samo upam kot
že kolega omenil, ne, da ne bo prišlo do razmišljanja, da je učitelj tukaj neko breme družbe. Ne, oziroma pač potrebno pogledati. In tudi, jaz sem se malce z izračuni poigral, Slovenija lahko ohrani število zaposlenih, kot je v javnem sektorju. Letno imamo določen odstotek upokojitev. Ne, s temi upokojitvami pač lahko javni sektor mirno prinese noter nove ljudi, jaz upam, da mlade, ne, ki pač so pripravljeni. Je pa potrebno tukaj, se pravi, zarezati v administrativni balast države. Ne. Se pravi, administrativni balast je pa države pa nekaj, kar ne gre iz proračuna za tisto, kar ustvarja dodano vrednost in produktivnost, ne, in pa neko javno vrednost, recimo boljša kakovost izobraževanja, boljši zdravstveni sistem. Ne. Gre izključno samo za to, kjer so interesne skupine privezane na javni sektor, preko različnih pogodb, podjemnih sistemov, podvajanja IT sistemov. Ne. Če tukaj mi gremo pogledati, vidimo, da mi lahko takoj v Sloveniji v enem letu prišparamo skoraj 1 milijardo evrov, da se samo lotimo administrativnega balasta, ki nima koristi in ne koristi nobenemu, samo tistemu, ki je pač, ne, ima posredne koristi od tega. Ne. Zato tukaj ni smiselno, ne, da bi zopet šli, tako kot je bilo omenjeno, se pravi, v situacijo iz tega neslavnega ZUJF-a, Zakona o uravnoteženju javnih financ, kjer je takrat, ko potegnil javni sektor. Ne. Danes, če bi šla vlada, katerakoli, da ne bo pomote, ne, v nižanje plač javnega sektorja, bi prišla do točke, kjer bi se pač kakovost storitev, ki jih javni sektor seveda daje, predvsem šolstvo in zdravstvo, še poslabšala. Ne. Tega si pač preprosto, država, ki trdi, da je odporna, da želi biti odporna, inovativna, tega si ne sme privoščiti. Ne. Se pravi, moramo do točke, kjer ne bo predmet javnofinančne, predvsem pa politične diskusije. Ne. Kdo je zdaj breme družbe? Ne. Predvsem tukaj govorimo o zdravstvu in o šolstvu. Pač zdravstvo in šolstvo sta v večini držav kritična sektorja. Ne. Sektorja, ki v bistvu pač brez katerih država vitalno ne mora sploh funkcionirati. Ne. Tukaj pa vidimo, da v zadnjih 4 letih je prišlo do enega, kako bi rekel, malce nenavadnega trenda, ne, da v šolstvu in v zdravstvu, ne, in v drugih kritičnih sektorjih države se zaposlenost nekaj dosti povečala, bolj malo. Ne. Se pa je zelo povečala v segmentu državne uprave, se pravi vladne službe, ministrstva. Ne. Zdaj, zakaj Slovenija je bila, recimo, zadnjič sem gledal, ne, pač podatki, imeli smo rekordno število ministrstv, ne, v OECD državah. Zdaj, ali je to ustvarilo kakšno dodatno, ne bom rekel ekonomsko, ampak tudi družbeno korist. Ne. Videli smo, da recimo pri zakonu o dolgotrajni oskrbi je prišlo to je bil res lapsus vlade, to je prišlo do hudega deficita, ne, se pravi manjka. In seveda takšno planiranje ni zdravo. Ne. Zato seveda jaz interventni zakon vidim takole, ne, znižanje davčnih obremenitev, ne, predvsem znižanje stopnje DDV-ja. Ne. Bo gospodinjstvom nekaj malega, se pravi, prineslo v denarnico ekstra varčevanja, ni pa to sistemska rešitev. Ne. Sistemsko rešitev bomo mi imeli takrat, ko sploh se ne bo potrebno pogovarjati o minimalni plači. Ne. Ko bo gospodarstvo tako bogato, tako produktivno, ko bo proizvedlo toliko, ne, da ne, bo debata o minimalni plači pač kozmetika. Ne. In tega pa nažalost v Sloveniji mi na tej točki še enkrat nismo. Zakaj? Zato, ker mi se zdaj velikokrat pogovarjamo, kako bo varčevala država v interventnem zakonu. Ja, seveda bomo morala varčevati. Ne. Jaz upam, da bo varčevala zdravim razumom. Ne. Se pravi, da se bo lotila administrativnega balasta, ki če se ga mi čez noč znebimo, ne bo nihče na slabšem. Ne. Podjemne pogodbe, pa recimo zadnjič sem gledal, veste, svetovalne pogodbe ministrstva in tako naprej. Se lahko tudi to vidimo prek te aplikacije, kaj je rar, če se ne motim, oziroma bivši supervizor. Ne. Ko vidite, kakšni so te zneski, si vprašate, komu na čast. Ne. Zdaj imate neka zasebna podjetja in potem pač imajo svetovalne pogodbe. Lejte, to je potrebno, jaz res ne vem, slovenski javni sektor ima zelo veliko strokovnjakov, ki so zelo pametni in teh pač dodatnih pogodb preprosto, veste, tukaj gre za politični favoritizem. Iz ene ali z druge strani. Ne? In za gospodarstvo in za družbo to seveda nima nobene koristi. Tako da, če se bo vlada lotila tega balasta, ne bo nobene škode. Je mora pa istočasno, ne sme pa zdaj interventni zakon postati sredstvo, preko katerega bomo mi plačno problematiko v javnem sektorju, ki jo še vedno imamo z nesorazmerji, da bi jo mašili ali kakorkoli zapostavljali. Ne. Zdaj rešitve jaz tukaj vidim pač, ki so relativno preproste, ne, je predvsem ta, da moramo v družbi priti do konsenza, ne, da tudi če imamo čas krize, tudi če imamo čas, ne vem, turbulence, ne, geopolitičnih pač napetih razmer in tako naprej, ne. Lejte, ne more nek zunanji dogodek postati vzrok za to, da bomo mi delo učiteljev, ne, delo zdravnikov, delo vseh ostalih v kritični infrastrukturi zanemarili. Ne. Tega si preprosto mi ne
moramo privoščiti. Tukaj pa mora zdrav razum biti tako močen, da v bistvu do te točke ne sme Slovenija priti. Ne? Ker nekaj moramo vedeti. Ne? Če mi gremo pogledati, kakšna je dodana vrednost ali pa kako bi rekel neto sedanja vrednost ustvarjenega človeškega kapitala, ki ga ustvari dober učitelj. Ne? Celo dobri učitelji imajo na dolgi rok enak ekonomski donos za družbo kot polovica industrijske revolucije. Ne? Če gremo gledati, se pravi, koliko na dolgo rok ustvarijo seveda pač bogatstva. Pa ne govorim zdaj pač materialnega bogatstva. Danes večina bogatstva se meri v inovacijah, v patentih. Ne? Tukaj moramo pa nekaj pogledati, ne? Tukaj pa zopet pač druga neprijetna resnica. Ne? Slovenija od leta 1991 naprej, čeprav nam je se povečal bruto domači proizvod, ni ustvarila enega globalno omembe vrednega start-up podjetja, ki bi bil sposoben ustvariti tehnološki preboj. Ni bilo niti enega. Z Madžari sem prav pogledal podatke, smo na dnu Evropske unije. Ne? Ali je to, ne, če se pogovarjamo o javnem diskurzu, kje je zdaj vzrok za to? A je vzrok, nekateri pravijo, da imamo slab šolski sistem, temu ni tako. Ne? Dobro, vemo, da pač se tudi sami vrsti učitelji tudi dobro pač veste na srednji ravni, kaj se dogaja, recimo PISA testi, ne, imajo na celotnem zahodu, ne, imamo zdaj pač upad teh točk in sposobnosti študentov, ampak to je splošen trend, ne, to ne pomeni, da imamo zdaj seveda v Sloveniji pač slabo šolstvo, ne. Ali je vzrok seveda za to predvsem na strani podjetij, ne. Tukaj se je potrebno vprašati, ne, kakšne podjetnike vzgajamo, ne. Ali te podjetniki, ki v Sloveniji pač nastanejo, tukaj zgradijo podjetja, ne, ali ustvarjajo dodano vrednost, ali ustvarjajo inovacije, ali ustvarjajo patente, ali se s svojim poslovnim modelom so se sposobni prebiti, ne, v vrh ponudbene verige v svetu, v neko nišo, ali se povezujejo, ne, z najbolj inovativnimi vozlišči na svetu. Tukaj je prišlo to v zadnjih letih, se pravi, do nekih ovir na strani institucij, ne. Recimo zelo težje se zdaj povezovati z ameriškimi podjetji, težje se zdaj povezovati z izraelskimi podjetji zaradi pač te geopolitične ali kakršnekoli situacije. Ne? In to ni prav. Ne mora v bistvu zdaj biti neka vojna vzrok, zakaj se pač ljudje ali pa recimo, ne vem, podjetja, univerze, šole ne morejo povezovati med sabo. Ne? Veste, celo na vrhuncu hladne vojne je bilo tako, da sta ZDA in Sovjetska zveza sodelovali na znanstvenem področju tudi. Ne? Danes, da prehajamo do teh situacij in teh lapsusov, in tukaj smo videli, ne, različne pač poskuse, da bi prekinili sodelovanje z izraelskimi univerzami zaradi ne vem česa. Ne. Pač razlogi so bili neumni. Pač to, ker nekaj moramo vedeti, ne, če se Slovenija ne bo povezovala z najbolj inovativnimi državami na svetu, tisti, ki so v bistvu ključ do inovacijskih vozlišč, potem tudi v bistvu podjetja nimajo ustrezne interakcije, ne, in tudi v bistvu ne spoznajo ustreznih partnerjev, ne razvijajo ustreznih produktov, ustreznih inovacij, ker rezultat tega pa je seveda, da se pri produktni marži ali pa storitveni marži nabere premalo, da bi lahko omogočali dobro in dostojno življenje, ki si ga seveda zaposleni in družba zaslužijo. Imate tudi vi kak odziv na ta interventni zakon, nižanje DDV-ja? Ja, vsekakor je v osnovi dejstvo to, da še ne poznamo točne vsebine, ampak zaenkrat v sindikatih ocenjujemo, da so predlagani ukrepi škodljivi, ker so predlagani zelo na hitro. To pomeni interventno, pomeni nepremišljeno, ne v pogajanjih s socialnimi partnerji, ampak kar čez noč. Tako da se bojimo posledic. Ja, vsekakor je ključna zadeva ta, da definitivno bo prišlo do velikega izpada sredstev, ki bi jih mogel proračun dobiti, in potem je tako naslednje vprašanje, kje se to vzame. In po naših izkušnjah se jemlje tam, kjer je največ zaposlenih, in šolstvo je na vrhu, ne. Potem pa vsi ostali. In to v trenutku, ko bi mogli pač ta nov plačni sistem, ki ni rešil vseh nesorazmerij, pa bi jih se vsa nesorazmerja in problemi zmanjšali z dokončno njegovo uvedbo. Seveda plačni sistem še ni do konca uveden, ne. Bi se mogli stroški države za ta plačni sistem še pa poviševati zdaj ta trenutek, ne. Tako da mislim, da bo prišlo to, če bo vlada vztrajala s tem ukrepom oziroma s tem zakonom, kot ga predlaga ali pa kot o njem razmišlja, zelo hitro do konflikta med sindikati in to vlado, ki nastaja. In ta konflikt se ne bo v redu končal. Zdaj, na razmišljanje naprej, kaj so alternative, težko ocenim, ali je katerakoli vlada v Sloveniji sposobna v javni upravi najti tista delovna mesta ali pa tiste naloge, ki so odvečne. To se je že večkrat poskušalo, vsakokrat se mi zdi neuspešno. In običajno potem pride do rešitve, pri kateri se pač kot po uravnilovki spet
zmanjšujejo plače ali privilegiji pač vsem v javnem sektorju, kar potem negativno vpliva na delovanje celotnega sistema, ne? Ker ta mikromanagement, kako bi rekel temu, da bo vsak na svojem koncu poiskal, kje lahko privarčuje, ponavadi se ne konča dobro. Vsak sektor pač bo ščitil to svoje področje in vsi, ki imajo možnosti, da preko javnih sredstev pridobivajo denar iz gospodarstva, če hočete, ali pa preko svetovalnih pogodb, bo imel velik interes, da vse te privilegije ohrani, ne. Zdaj, kar se tiče pa še enkrat, pravzaprav že podobno razmišljanje kot prej, ali lahko ustvarimo pogoje, da bi podjetja bila bolj inovativna in s tem ustvarimo več, to je tek na dolge proge, ki ne bo rešil letošnjega, naslednjega leta, ampak je to tek za 5 ali 10 let. Najbrž bo morala naša politika skupaj z gospodarstvom razmišljati, koga podpirati. To pomeni, morda tudi ne razmišljati o splošni davčni olajšavi, ampak o tem, komu pomagati oziroma koga nagrajevati s takimi ali drugačnimi ukrepi, če bo uspešen pri prodoru na te najbolj ključne svetovne trge in tam najti eno rešitev za spodbujanje take oblike razvoja v gospodarstvu, ne. Zdaj mimogrede sicer z našega konca v Trbovljah bi lahko rekel, da je eno od podjetij pa je recimo blizu temu, da je preboj ustvarilo na svetovnem trgu Divisoft, mislim, da je blizu temu. Tako da, ampak je morda izjema, ki potrjuje pravilo, no, pa bi se še kaj našlo, definitivno pa ni toliko, da bi lahko ta država od teh podjetij dobila dovolj, da bi ta trenutek lahko reševali to zadevo brez vprašanja, komu bomo vzeli. Tukaj bi mogoče dodal samo še 2 stvari, ne. Se pravi, zdaj, ko gremo pogledati razrez proračuna, ne, pogledal sem podatke za lansko leto, se pravi, za plače v javnem sektorju, se pravi, obseg plačne mase nekako znaša pri nas skoraj 7 milijard evrov letno. Zdaj, kaj je težava tukaj, ne? Težava tukaj je, da če mi gremo gledati dinamiko plačne mase, ne, ampak ne samo dinamiko, tudi razrez plačne mase, vidimo, da če gremo gledati, se pravi, kritične sektorje države, se pravi, infrastruktura, šolstvo, zdravstvo, ne, plačna masa, veste, pač sledi trendu, je v Sloveniji zelo zmerna glede na OECD države, ne. Problem pri plačni masi v času Golobove vlade je pa nastal pri tem, ko so masovno razširili, če se ne motim, na 19, ne, število ministrstv. Če gremo gledati plačno maso samo ožje državne uprave, se je pa v Sloveniji skokovito povečala v 4 letih. In seveda to je pa zdaj katerikoli vladi, ne, bodoči, ali desni, ali levi, ali katerikoli, ustvarja zelo neljubo delo, ne, zato ker pač plačna masa se je tako povečala, ne, da tako ali drugače, ne, bo del te ožje državne uprave potrebno porezati, ampak tako, kot je bilo tudi že omenjeno, ne, te ljudje so zelo dobro organizirani in imajo interes to seveda pač ohraniti, ne. Javno šolstvo, ali visoko, ali srednje, ali osnovno, pa seveda ni tako dobro organizirano, ne, pri zaščiti pač svojih interesov. Zato tukaj, ne, jaz apeliram na bodočo vlado, da naj uporabi zdravi razum in niti slučajno, ne posega, se pravi, v kritične sektorje države, zdravstvo, šolstvo, telekomunikacije, karkoli pač seveda. Te sektorji preprosto morajo biti v bistvu odporni na krizo, ne, in kriza ne sme biti zdaj povod, ne, za kakršnekoli ideološke boje. Ali ideološke boje iz leve na desno, to smo gledali v zadnjih 4 letih, ali ideološke boje z desne na levo, ne. Zato, ker samo s takim načinom razmišljanja bomo lahko med zaposlenimi in med podjetji ustvarili partnerstvo. Ampak ne govorim zdaj pač veste neke velikopotezne ideje, pač partnerstvo, ki je potrebno za razvoj, da podjetja vejo, da brez dobro plačanih zaposlenih se ne morejo razvijati, ne, in da tudi v bistvu zaposleni imajo potem seveda pač interes v bistvu ta podjetja dobro razvijati. Jaz sem tudi zdaj malo pogledal, ne, kakšna je praksa podjetij v Sloveniji in nimamo velik delež podjetij, ne, ki bi omogočil recimo koparticipacijo zaposlenih pri dobičku. In da ne bo pomote, jaz kot ekonomist nisem naklonjen ideji, da bi mogli to zakonsko, se pravi, zapovedati vsem, ne. Ker lejte, imate podjetnike, ki si to želijo. Imate podjetnike, ne, tudi to podjetje iz Trbovlja je bilo omenjeno, ne, in še marsikatero drugo, ki tudi to že počnejo, ne. Zato je pa v bistvu tudi tukaj potrebno iti, se pravi, na mehak način, ne, se pravi, kako vzgojiti generacijo menedžerjev, ki jim bodo takšni pristopi samo po sebi umevni, ne. In izkaže pa se, ko gremo pogledati sama podjetja, ne, da tista podjetja, ki so inovativna, ki sodelujejo v globalnih ponudbenih verigah, ne, ki so v vrhu ponudbenih verig, ne, imajo visoko dodano vrednost zaposlenega, tam ni nikakršne težave, niti nikakršnih, malo zadržkov, ne, za deljenje, koparticipacijo seveda pač v dobičku. Seveda ne moremo pa to reševati, tako kot se je to reševalo v zadnjih 4 letih, z administrativnimi
balističnimi posegi pač z vrha. Ne. Se pravi, do tega zakona, ki ga je predlagala Levica v zadnjem mandatu o delavskem lastništvu. Veste kako, ko se gre v delavsko lastništvo, je nekaj potrebno povedati, kaj je naš cilj. A je naš cilj, da ustvarjamo zopet nek konflikt, ali je naš cilj, ne, da gremo v italijanski pa v avstrijski model, ne, kjer se o delavskem solastništvu seveda pač pogajamo na ravni gospodarske zbornice, na ravni sindikatov, ne, z konkretnimi zavezami, se pravi, da to ni še en prazen dogovor, ali kako bi rekel. Ne. In kaj vidimo, ne? Če gremo po tem modelu, ne, se na koncu dneva večji delež podjetij odloči, ne, eni se bodo odločili takoj, eni potrebujejo malce več časa, leto, 2, ne, tudi tukaj v bistvu tek na dolge proge. Ne. In se po tem modelu, se pravi, večji delež podjetij odloči za participacijo v dobičku in tako naprej pač za druge ukrepe. Zato je tukaj v bistvu pač s takimi zakonskimi ukrepi. Jaz razumem, da pač je imela stranka Levica dobre namene, ne, popolnoma razumem, ne, saj jih ima pač vsakdo ima dobre namene, ne. Ampak ne moremo pa tega doseči na tak način, ne, ker imamo pa potem še, Američani temu pravijo unintended consequences, ne, se pravi pač posledice, ki si jih nismo zaželeli, ne. Ker kaj to pomeni? Enkrat, ko to postane zakonsko uveljavljeno, ne, se to veljavo stopi naslednji dan. Ne. In zato je veliko bolj smotrno, če želimo imeti, se pravi, partnerstvo med zaposlenimi, med podjetji, iti v, kako bi rekel, bolj decentraliziran model, ampak še enkrat na strani delodajalcev, ne, in tudi na strani sindikatov z konkretnimi zavezami, ne, se pravi, da vsako srečanje ustvari neko zavezo. In tukaj je bilo pa tudi potrebno povedati, ne, dostikrat smo gledali seje ekonomsko-socialnega sveta, kjer človek ni vedel, ali je v otroškem vrtcu, ali je na seji, ne, kjer se mi pogovarjamo o konkretnih težavah. Ne. Valjenje krivde, eden na drugega, to ne pripelje popolnoma nikamor. Ne. In zato moramo enkrat v Sloveniji to, jaz temu pravim, otročjo delitev, ne, na leve, desne, to moramo enkrat pač, veste, končati s tem. Ne. Zato, ker družbe, ki so razredno razdeljene, veste, ali politično razdeljene, ali polarizirane, preprosto ne morejo funkcionirati v 21. stoletju, ne ustvarijo dovolj inovacij, ne ustvarijo dovolj dodane vrednosti. Ne. In jaz res ne vem, zakaj, ne, tudi zadnjič, recimo, smo videli v zadnjih 4 letih, ne veste, recimo, ne vem, različno obkladanje, pač kdo je kapitalist in tako naprej. Veste, kapitalist je na koncu dneva vsak. Ne, vsak, ki pač karkoli ustvari. Ne, ali ustvari človeški kapital, ali ustvari fizični kapital, ali ustvari neko pač inovacijo. Ne. In ne smemo pač v bistvu zdaj iti v razredni boj, kjer bomo pač s psovkami obmetavali drug drugega, kdo je kdo. Ne. Kot sem povedal, ne, tukaj je seveda pač od leta 90 naprej je mogoče Republika Slovenija skozi vse vlade, ne, levo-sredinske, desno-sredinske, ni naredila dovolj, ne, da bi v bistvu pač, kako bi rekel, tisti plačni del javnega sektorja, ki je pomemben, da preživi vsako krizo, ne, predvsem kritično infrastrukturo, šolstvo in zdravstvo, ta problem ni bil sistemsko rešen. Sistemsko bi ga lahko rešili zelo preprosto, da mi zapišemo, imamo družbeni dogovor, pač da pogledajte, ne moramo si privoščiti, da ima učitelj plače 1200 evrov, pač preprosto, lejte, to, komur to ni jasno, oziroma pač enači delo učitelja pač s tem, da v bistvu nekdo, ki dela v McDonald'su, zasluži več, ne, preprosto, lejte, to mentaliteto je potrebno spremeniti. Ker je res, da drugače Slovenija ne bo nikoli in nikdar inovativna ekonomija 21. stoletja, ki temelji na produktivnosti, inovativnosti in odpornosti. Nikoli. Ne? In zato je potrebno imeti družbeni dogovor. Ne? In jaz upam pač, da bodoča vlada, seveda, ne, pač po začetnih signalih ne pač signalizira zdrav razum, da bo imela toliko zdravega razuma, da pač to vprašanje bo neizpodbitno. Ne? In da seveda potem bomo lahko gradili počasi, korak za korakom, ne, se pravi bolj inovativno ekonomijo. Ne. Zato tukaj je potrebno na eni strani prekiniti s temi političnimi delitvami, levo, desno, ne, prekiniti s parolo razrednega boja, ne, še enkrat v bistvu potrebno je tudi, jaz sem to pogrešal v zadnjih 4 letih, ne, recimo pogledal sem, koliko je Republika Slovenija sprejela mednarodnih bilateralnih sporazumov, ne, da lahko nadaljujemo, recimo imamo izobraževalne, raziskovalne programe, nič. Ne. Bilateralni investicijski sporazum, nič. Ne. Ja, imeli pa smo to seveda moralistično, ali kaj je bila pač zunanja politika in tako naprej, ne. Ja, ki pa pač seveda gremo na koncu dneva pogledati, ne veste, Slovenija je majhno, odprto gospodarstvo, Slovenija rabi prijatelje po svetu, ne rabi nasprotnikov, ne rabi sovražnikov, ne rabi se spuščati v ideološke boje, ne, na parketu Združenih narodov, ne, ker to ni velesila in malim državam to samo škodi, ne.
Zato moramo graditi seveda partnerstva po svetu. Partnerstva z Azijo, partnerstva z Bližnjim vzhodom, partnerstva za Severno Ameriko, z Južno Ameriko, z Avstralijo, zato da v bistvu pač bomo postali bolj odprti, bolj odprni. In zakaj je to pomembno? To odpira podjetjem, ne samo podjetjem, tudi univerzam, priložnosti za izmenjavo, za izgradnjo človeškega kapitala, za tako imenovan sodelovanje, ki prinese dodatno znanje, tudi dodatne inovacije. Recimo tudi vi, če greste pogledat na ravni univerze, koliko študentov pri nas na področju recimo ali naravoslovnih ali pa družboslovnih študijev je vključenih v konkretne inovacije. Se pravi, da že tekom študija imajo lahko neke virtualne ali pa drugačnih oblikah, recimo start-up podjetja, kjer razvijajo svoje ideje, zelo preprosto. Veste, se razviti idejo je, recimo, ne vem, zadnji sem gledal, kaj vse pač delajo v Silicijevi dolini ali pa recimo v Tel Avivu, recimo razvili so aplikacijo, kjer so povezali pač samske ljudi, ki so žalostni. Zelo dobra aplikacija. In tako da ni veliko potrebno, ampak potem je pa vprašanje, ali mi imamo, na eni strani, zdaj smo govorili o podjetjih, o zaposlenih, ali imamo razvit trg kapitala, ki je sposoben inovacije ustrezno seveda kapitalizirati, jih financirati in nagraditi. Tukaj pa vidimo, da Slovenija trga tveganega kapitala preprosto nima. Nima, ker je bilo to politiki popolnoma vseeno, desna politika je zaspala tukaj, dobro, kdaj je bila zadnjič desna politika, se pravi pred pandemijo pa v krizi. Levi politiki je bilo to vseeno, ampak poglejte, vi danes, če nimate trga tveganega kapitala, je preprosto nemogoče financirati in razvijati inovacije in seveda potem pa to za sabo tudi plače in dohodke potegne. Recimo, jaz sem gledal podatke, Izrael je država pač za 10 milijonami ljudi. Cel Izrael zaprosi oziroma pridobi več sredstev tveganega kapitala kot celotna Evropska unija na področju odpornostne infrastrukture, kibernetske varnosti, razvoja pač vseh možnih tehnologij, zdravstvenih tehnologij in tako naprej. Pri nas seveda tega ni in potem nimamo start-up podjetij, ki bi pač zaposlenost mladih absorbirala, ta start-up podjetja ostanejo, kjer ostanejo, kakšna se razvijajo, do te točke, recimo tukaj so zelo svetle izjeme, ki ste jih tudi omenili, recimo podjetje Devesoft, verjetno še kakšna se tudi najde, ampak generalno pa mi nimamo inovacijskega ekosistema, kjer bi bil delež teh podjetij kritična masa, ki bi v bistvu celo ekonomijo potegnila naprej. In zato je pa, kako pa dobimo trg tveganega kapitala? Ja, zelo preprosto tako, da se je potrebno povezovati s tistimi inovacijskimi vozlišči, ustvariti moramo finančni sistem, ki bo tudi inovacije nagrajeval. Veste, sklad tveganega kapitala deluje zelo preprosto. Včasih, če greste gledati zametke v Sloveniji, kako so potekali, so lastniki recimo teh skladov rekli, ok, bomo dali 10 milijonov, ampak jutri pričakujemo 11 milijonov. In seveda, veste, potem je podjetnik ali mlajši ali starejši pod res hudim pritiskom. Trg tveganega kapitala tako ne deluje. Deluje tako, da vi morate dati 10 takih projektov v vrednosti 10 milijonov evrov. In je ok, če jih 8 propade. 2, ko bosta pa uspela, bosta pa prinesla za nazaj donosa za vseh 10 naprej in nazaj. Tako deluje v bistvu trg tveganega kapitala, ker drugače inovacij se pač ne razvija. In zato tudi tukaj potem tudi moramo povedati, recimo področje patentiranja. V Sloveniji nekaj patentov, recimo v Evropski uniji in v ZDA je na področju, se pravi teh gaming konzol, sem gledal, recimo je Slovenija zelo močna, potem na področju farmacevtske industrije, tukaj v bistvu Sandoz oziroma Novartis dominira, potem pa razen par malih podjetij je to v zadnjih 4 letih, ne bom rekel, da je pač šlo v zaton, ampak je zaspalo. In to v času, ko ravno je potrebno razvijati, se pravi, infrastrukturo odpornosti. Ker potem, še enkrat, ekonomija, kakršno mi imamo, slovenska ekonomija trenutno konkurira s tem, da naredi relativno ok izdelek, ki je input nekje v predelovalni industriji, ponavadi v nemški avtomobilski industriji, ki sami vidimo, da je v hudi krizi, in potem to proizvede slovenska ekonomija po relativno ugodni ceni. Zaradi tega, ker proizvede ok izdelek, ki kar nekaj stane, po ugodni ceni, se škarje cen zaprejo. Se pravi, imamo v bistvu ceno, ki je zelo blizu mejnim stroškom proizvodnje tega izdelka. In seveda potem pa za plače ostane malo. In to je potem potrebno paradigmatsko spremembo narediti v tej državi. Z drugimi besedami, če želite, Slovenija mora postati mini verzija start-up nacije. In zato je pa potrebno še enkrat med političnimi strankami, ker v bistvu pač vse se začne na vrhu. Potrebno je začeti sodelovati drug
z drugim. Ne se gledati, kdo je levi, kdo je desni, kdo je Janez Janša, kdo ni Janez Janša, kdo je levica, kdo ni levica. Potrebno je sodelovati in seveda sodelovanje je pa veliko lažje tam, kjer ideologije ni. In se usedemo, si določamo, katere cilje kot družba imamo, kako bomo te cilje dosežili in se seveda teh zavez tudi držali. Gospod Gartner, prej je že gospod Spruk omenjal ta ideološki boj, ki se, kot vemo, hitro obrne tudi proti javnemu sektorju, pavšalno, nasplošno. Čeprav, kot verjetno vi doživljate na terenu, je sploh v vašem segmentu, pa tudi v zdravstvu in še katerem, dejansko stanje alarmantno in ljudje praktično vsak dan odhajajo, jih je premalo. Kako vi doživljate odnos družbe in zadnjih vlad do javnega sektorja in kakšno je dejansko stanje na terenu? Ja, to je tako zelo široko vprašanje z dolgo časovnico, tako da je težko odgovoriti nekaj res konkretno jasnega in enostavnega. Zdi se mi, da se je vsaj recimo, kar se šolstva, odnos družbe do učiteljev izboljšal v času covida, ker so vsaj starši, tisti, ki so imeli otroke doma, dojeli, kaj pomeni imeti v procesu vzgoje in izobraževanja 8 ur doma en program, v katerem je treba nekaj z otrokom narediti. Šole smo pa v resnici tovarne, kjer jih vsak učitelj ima 30 hkrati. Ne. Zdaj, za vas bilo to približno tako, kot če bi imeli zdaj 30 intervjujev, ki bi jih mogli hkrati še oceniti. Sej, imamo podobno izkušnjo, kako to izgleda. Tako da ni vse tako slabo, ne, kar se tiče odnosa družbe do učiteljev kot takih, ampak se mi zdi, da je bolj problem v današnjem času, kjer pač vsak gleda na svoj lastni interes, ne, in pač če nisi učitelj, te potem ne zanimajo toliko zelo pogoji dela učiteljev in plače, ampak predvsem, kaj boš ti dobil od učitelja ali pa od družbe kot take. In tu je še eden izmed problemov, ki jih pač rojeva kapitalizem kot tak. Morda tu mi skupnost kot smo, ne, premalo naredimo za to, da bi znali tudi ceniti delo drugih. Ne. Ampak govorim na splošno, ne samo do učiteljev. Kar se tiče odnosa vlad do nas, lahko rečem, da v teh zadnjih 4 letih je bil ta socialni dialog zelo intenziven, ne da bi kar dobivali vse na pladnju. Zdaj je bil to razlog ideološki ali ocena levih strank, da jih sindikati bolj podpiramo. Niti ni stvar moje ocene. Dejstvo pa je, da smo imeli ogromno pogovorov in ogromno pogajanj, v katerih smo pač prišli do rezultata, kakršen je že bil. Ni samo rezultat odnosa vlade, ampak tudi medsebojnega odnosa vseh sindikatov, ki imamo vsak svoj interes pri tem. Če primerjam to s prejšnjo vlado Janeza Janše v času covida, moram reči, da za tisti čas sem bil osebno precej razočaran nad tem, kar se je dogajalo, ker pravzaprav dialoga ni bilo. V 2 letih niti enega pravega sestanka našega sindikata ali za področje kulture, ali za področje socialnega varstva, ali za področje izobraževanja, ali znanosti, raziskovalne dejavnosti, niti enega pravega sestanka ne. Zdaj, če v 2 letih vlada tega ne stori, pomeni, da za njo ta socialni partner ne obstaja kot faktor, kar pomeni, da zanika kakršnokoli pravico teh ljudi, da se o čemerkoli pogovarjajo s svojim delodajalcem, kar je pač, se mi zdi, politična katastrofa za ta pol politike in zato si želim, da če bo ta vlada nastala kot desna, kot se zdaj kaže, da ne ponoviti napake iz tistega časa. Ne glede na pač nujnost kakršnekoli kriznih razmer, ki so takrat vladale, je bilo to recimo za mene ena taka strateška napaka, ki je ta vlada zdajšnja ni ponovila, se seveda lahko naredila kaj drugega, ampak glede na vprašanje o odnosu vlad do sindikatov je pač to moj neposreden odgovor iz izkušnje, kakršne smo jo pač imeli. Jaz si pač želim, da ugotovimo, da drug drugega rabimo in da se treba pač o zadevah pogajati in najti en skupen cilj in skupni interes, to je, da nam bo dobro šlo, tako da bo vsak sam čim več prispeval k temu, da bo družba se razvijala. Ena izmed takih stvari je, ker smo zdaj že večkrat slišali, da bo treba najti način, kako bomo kot država ustvarili več in ne pač varčevali na račun zaposlenih kot takih. Seveda pa je tukaj ena od težav že enostavno pomanjkanje delovne sile. Morda bi malo naslovili še ta problem, ki je seveda povezan tako z demografijo, kot z priseljevanjem in pač višino plač in tako naprej, socialnim dialogom. Bi lahko tu jaz, Ja, ker nisem čisto odgovoril na vprašanje, zdaj sem ga dojel pod vprašanju.
Pozna se, ja. To, da se marsikdo več ne odloča za učiteljski poklic, tudi v družini. Imamo primere, ko z diplomo anglistike pač se rajši odločajo za delo v trgovini ali kje drugje. Tega je skozi več. Na dolgi rok, ne na dolgi rok, na srednji rok bo ta problem skozi večji. Ker trenutno vsaj recimo tretjina učiteljev na našem koncu je nekaj let pred upokojitvijo in hkrati pa nimamo na univerzah dovolj študentov, ki bi lahko zamenjali te učitelje, in ne vem, kako bomo to reševali, iskreno. To bo za to družbo res velik problem, ker ko ne bo učiteljev matematike, ko ne bo učiteljev kemije, ko ne bo učiteljev fizike ali pa še potem vsa druga področja po vrsti, ne vem, kaj se bo zgodilo z dijaki, z učenci, ko ne bodo imeli nikogar, ki bi jih lahko česarkoli naučil, ne. Potem, če se bo šolski sistem sesul še hkrati z nižanjem plač, pomeni to najbrž, da si bodo bogati enostavno ustvarili pogoje, v katerih bodo lahko na privatnih šolah svoje otroke izobrazili tako, kot je treba. Vsi ostali bodo pa ostali na praznih šolah, ali kako, ne vem, in tam tega dela si pa mislim, tudi desni del ali pa podeželski del Slovenije ne želi, ker bo tisti, ki bo od tega najbolj prikrajšan, ker potem njihovi otroci na podeželju ne bodo imeli takih enakih možnosti, ki so jih zdaj leta in leta imeli, da so lahko prišli do ene uspešne kariere ali pa uspešnih služb. Tako da te škarje tu so še ene izmed tistih, s katerimi se bo Slovenija v naslednjih letih precej soočala. Pa sploh ne posega na področje zdravstva, ne, kjer je zadeva podobna, ne. Najhuje pa predvsem skupaj, ne, da potem niti ne pomislimo na kulturo, ki potem na eni strani sploh ne postane več nekaj nujnega. Zdaj, če bodo nekateri sektorji, ki omogočajo sploh, da država je to, kar je, in kultura je en del tega tudi, bodo potem pa prvi veseli, mislim, da je tudi ena izmed stvari, ki ne kaže dobro, no, v prihodnosti. Ampak pustimo se presenetiti, ne, morda bo rešilna bilka to, da se bomo naučili, da moramo nekaj več ustvariti na prav način, no. Ena izmed takih stvari je sigurno ta spodbujanje strani gospodarstva in države enega novega razvoja, ki bo dovolj konkurenčen. In tega sigurno zdaj ne znamo dovolj. Je tukaj enostavno tisti prvi korak so plače, ali je še kaj drugega, kar recimo bi morala vlada najprej narediti za preprečitev te katastrofe? Na hitro, kolikor sem danes preletel eno izmed novic v tistem predlogu izhodišč za koalicijsko pogodbo, je tudi nagrajevanje bolj sposobnih. Na načelni ravni se to sliši logično in je smiselno in marsikje po svetu, vsaj na eni načelni ravni, deklarativni ravni deluje. Imamo pa težavo, se mi zdi, v Sloveniji, da tega še ne znamo narediti, tako da kdorkoli se bo tega lotil, se bo zaletel v kar debelo steno. Ker je Slovenija zelo majhna in se vsi poznamo med sabo, se potem običajno pri nas zgodi, da so nagrajeni tisti, ki so bolj uslužni, in zato se mi zdi, da vse naši družbi, vsaj v javnem sektorju, večina v to ne verjame, da bi bili to sposobni speljati. In ker temu ne zaupamo, se mi zdi, da bo trajalo kar leta in leta, da bomo to kulturo, ki bi bila sama po teoriji uspešna in bi bila smiselna, na nek način uveljavili, da bi jo sprejemali in jo vzeli za pošteno in za svojo. Šele takrat, ko jo bomo jemali in ko bomo verjeli v njo, bo lahko to še en izmed temeljev za to, da bo vsaj javni sektor deloval. To je zdaj trenutno možno narediti v privatnem sektorju, če imajo določena podjetja možnost, da to ustvarjajo preko njih sistemov, ne. Ampak tudi to ni nekaj, kar bi bilo idealno, ne. In tudi tam se dogajajo ravno tako napake in ta del bo kar izziv za kogarkoli se bo kadarkoli lotil, ne. Ampak ja, na načelni ravni, v teoriji se to sliši smiselno. V praksi pa potem pač sindikati predvsem bomo opazili pri kakršnem takem uveljavljanju, da to ne gre v škodo enih osnovnih razmerij med zaposlenimi in da pri tem ni enih pretiravanj, ne. In zdaj, kako pa objektivno to narediti, pa smo poskušali, ne, ta trenutek imamo že določene kriterije, merila za uspešnost, ki so drugačne od prejšnjih. Recimo, da napredek je, ni pa najbrž to, kar si predstavlja tisti, ki poskuša narediti družbo čim bolj inovativno, ne. Je pa en korak naprej, recimo. Tako da nekaj ta vlada prejšnja ali pa ta, ki še deluje trenutno, je poskušala na tem področju narediti. Sigurno smo bili sindikati na način tudi cokla,
ki smo zelo pazili na to, da pri tem ne bi prišlo do kakšnih prehitrih premikov in sprememb, ki na koncu bi, po mojem mnenju, povzročile več slabega kot dobrega. Tako da to bo dolg tek na dolge proge. Gospod Spruk, tudi na mnogih drugih področjih se seveda soočamo s pomanjkanjem delovne sile in to, kot vidimo, ne samo pri nas, po vsej Evropi, rešujemo z uvozom tuje delovne sile, tako rekoč z priseljenci, z migracijami in tako naprej. Je to edina možna pot za prihodnost naše ekonomije? Ja, poglejte, zdaj spomnimo se obdobja pred krizo in obdobja v krizi. In kaj bomo videli? Videli bomo, da predvsem na strani podjetij, pa ne bom rekel, da na vseh, ampak marsikaterih, so politiki kadrovskega razvoja, so to politiko malo zapostavila. Spomnimo se tudi v bistvu pač obdobja, ko so podjetja izplačevala res mizerne plače, recimo kakšnim zaposlenim. Zdaj, v obdobju tako imenovane gig ekonomije, ki jo poganjajo aplikacije, so pa ti ljudje dobili opcijo enkrat. Opcijo, da so lahko instagramerski influencerji ali pa da kar kot drugega delajo. In seveda potem gledajo, kakšen je dohodek tam, kakšen je dohodek, če delajo v nekem podjetju in potem ugotovijo, da lahko z manj dela zaslužijo seveda več. Zato se seveda se lahko podjetjem in gospodarstvu ta bumerang vrne zelo hitro nazaj, če zapostavljajo kadrovsko politiko. Zakaj so kadrovsko politiko pri nas malce zapostavljali, pa predvsem zaradi tega, kakšna je narava naše ekonomije. Se pravi, jaz tukaj res ne vem, zakaj v 21. stoletja inovativna ekonomija ravno tako potrebuje družboslovce kot naravoslovce. Tukaj drži, moramo povedati, malo so tudi zaspale univerze, predvsem zato, ker na področju humanistike in družboslovja niso dovolj hitro uvajale, se pravi, ali digitalizacije, ali to nekako plemenitile z matematičnimi spretnostmi. Zakaj? Zato, ker to bi seveda pač ta segment, ki je zdaj najbolj ranljiv. Zaposlitvene možnosti, in ne bom rekel samo zaposlitvene, ampak tudi možnosti kariernega razvoja bistveno seveda pač izboljšali. Če vi greste pogledati recimo neko inovativno vozlišče, pa si gremo pogledati Silicijevo dolino, se pravi Palo Alto ali pa Tel Aviv. Kako izgleda recimo delo študentov. Tam imajo študentje ogromno idej in te ideje se lahko zelo hitro kanalizirajo v razvojne projekte, hitro lahko ustanovijo podjetja, dobijo kapital, in seveda s potem zelo inovativnimi rešitvami seveda potem tudi iz tega podjetja nekaj ustvarijo. To seveda študentom daje lahko zelo hitro možnost razvoja in jih tudi pomembno naredi bolj samozavestne. In potem seveda so že podjetja na takšni drugi trajektoriji, da niti si upajo ne pomisliti, ali da bi izplačevanje nizke plače pač sploh bilo možnost. Zakaj? Zato, ker mi smo zdaj v bistvu na trajektoriji, kjer smo produktivni ali pa kako bi rekel, ok, nismo pa inovativni na globalnem nivoju. In če niste seveda inovativen, marže pri pač končnih storitvah in produktih niso tako visoke, da bi si lahko podjetja privoščila izplačevati plačo, kakršno si zaposleni več kot zaslužijo. Mi moramo nekaj povedati, Slovenija ima, če gremo pogledati indeks razvoja človeškega kapitala, srednje, osnovno in visoko šolstvo v Sloveniji se potem, kakšna je kakovost, ali diplomantov, ali srednješolcev, se vrča kar visoko v svetu. Zdaj, zadnjih 20 let gledam, vedno so na top 20 državami. Zdaj, če pa gremo pogledati, koliko je pa pač produktivno pa inovativno gospodarstvo, pa nažalost nismo med top 20 držav na svetu. Zdaj je tukaj potrebno še enkrat delati skupaj, ker v nasprotnem primeru se nam bo pa zgodila anomalija, ki se dogaja danes, da Slovenija uvaža delavce, pač migrante iz tretjih držav, Bangladeša ali Pakistana in Filipinov, ti migranti niti niso preverjeni, seveda, gospodarstvo je pa pač to všeč, zato ker je to za njih fiktivni strošek dela. Ni pa to rešitev, zakaj? Zato, ker v bistvu mi s tem v bistvu ne rešujemo sistemskega problema. Sistemski problem je pa seveda pač ta, da se mladi in potem zdaj se odločijo za bolj, kako bi rekel, samo prekarizirane oblike dela. To je lahko delo preko SP-ja, lahko je to delo preko kakršnekoli digitalne dejavnosti, ker nekaj moramo vedeti. Na koncu dneva bomo v neki točki vsi ostareli. Takrat je pa pomembno pač, ali je bila politika zaposlovanja in kadrovskega razvoja dovolj trajna, da tega manjka, tega deficita seveda ni ustvarilo. Ker nekaj je potrebno povedati, če vi plačate učitelja za 1200 evri na mesec, je še sploh čudež, da se kdo prijavi oziroma na delovno mesto. In še enkrat, tega Slovenija si več ne sme privoščiti. In to mora biti popolnoma neodvisno od tega, kdo je na vladi, ali levi, ali desni, ali alternativci, ali suverenisti, ali kdorkoli.
Zato, ker v nasprotnem primeru bomo mi ohranili ekonomijo na tej trajektoriji, kakršna je, se pravi v pasti, ne, ki je naša izvozna konkurenčnost taka, da se pogovarjamo, ali smo sposobni avtomobilske komponente proizvesti, ne vem, za Volkswagen ali pa za Mercedes po takšni ceni ali malo višji ceni. Ne? Ker potem kdo? Minus tukaj vedno potegne seveda delo. Ne? Istočasno pa tudi kapital oziroma tudi podjetja. Zakaj? Zato, ker namesto, da bi pač šla razvijati produkte, storitve, kjer konkurirajo z raziskavami, znanji, z razvojem, z inovativnostjo, konkurirajo v bistvu z maržo in za stroški dela, ki tako ali tako v roku 2, 3, 4 let bo nekdo v Romuniji, po Romuniji pa v Turčiji, pa še danes v Turčiji, ker Turčija se hitro razvija, kjerkoli proizvedel ta izdelek za isto kakovost po nižji ceni. Kako zdaj iti iz akumulacijske v inovacijsko fazo? Zato pa seveda mi tukaj potrebujemo na eni strani propulzivni izobraževalni sistem, pa ne propulzivni izobraževalni sistem ne pomeni to, da se zdaj pač šolski sistem uklanja komorkoli, ampak šolski sistem, ki ustrezno povezuje. Se pravi, prisluhni podjetjem, podjetja tudi v bistvu pač gledajo, kakšne so pač trendi razvoja znanja, in vidijo v tem priložnost. Potrebujemo univerzitetni ekosistem, kjer študentje lahko istočasno razvijajo start-up podjetja, razvijajo inovativne ideje in lahko pridobijo tvegani kapital, ki je potem seveda pač kasneje dobra odskočna točka za razvoj. In seveda tekom tega moramo pa tudi seveda ustvariti nekaj, kar so pa mogoče poslovne šole po celem svetu, zdaj govorim, da ne bi kdo mislil, da samo v kateri državi, malce pozablja. Se pravi, kako na koncu dneva, tudi če je človek menedžer ali pa politični voditelj ali pa karkoli, kako ostati dober in ponižen človek. Tukaj je pa v bistvu nekaj, kjer vidimo, da recimo pač ta katoliški nauk mogoče malce manjka. In zadnjič sem študentom povedal, katero podjetje v Španiji je daleč najbolj uspešno po profitabilnosti, se pravi po donosu na imetja, po donosu na kapital. Mondragon. Mi vsi vemo, da pač korporacijo Mondragon, da je pač v lastništvu jezuitov. In potem seveda, študenti, ki so malo bolj na levo nagnjeni, tako vidijo, da je to neka zarota, ni nobene zarote. Zakaj? Zato, ker Slovenija še ni na točki, kjer bi menedžerske plače bile bistveno večje, se pravi, govorim 10-krat večje ali pa 20-krat večje, kot pa plača povprečnega zaposlenega. V zadnjih letih smo se pa temu približali. Zakaj? Zaradi plačne kompresije. Se pravi, če mi gremo zdaj razdeliti plačno distribucijo v Sloveniji v 10 delov, kaj vidimo? Imamo nevaren razvoj, kjer imamo koncentracijo plač v 1., 2. in 3. decilu, vidimo pa, da ta zlata sredina, ki bi mogel biti največji delež plač, izginja. Zakaj izginja? In seveda tukaj pa vladna politika zadnjih 4 let vi tega ne rešite z dvigom minimalne plače ali kakršnikoli administrativni posegi. Dosežete s tem, da celotno plačno distribucijo premaknete v desno, pa ne v desno politično, ampak v desno, pač da imamo večji medianski dohodek. Ker kaj se je zgodilo? Ko ste vi povečali minimalno plačo v Sloveniji v zadnjih 4 letih, problem je, da če mi gremo pogledati, koliko se je povečala kupna moč srednjemu gospodinjstvu. Kupna moč se je medianskemu gospodinjstvu v Sloveniji v zadnjih 4 letih povečala za 0,8%. Zakaj? Zato, ker povečanje minimalne plače se je takoj pretopilo v inflacijo. Zakaj? Zopet, ker tega ni spremljalo ustrezen dvig produktivnosti. In zato je potem tukaj velika težava, ker potem se nam je začela delati kompresija. Če vam pa enkrat začne izginjati srednji razred, se vam pa začne družba zelo hitro razkrajati, socialno in na koncu dneva tudi politično polarizirati. Mi moramo vedeti, da polarizacija, kakršno pač opaža Zahod, je velik riziko, predvsem v obdobju, ker vidimo, da tudi če gremo pogledati zdaj recimo trende umetne inteligence, postaja res velik rizični faktor. Zakaj? Zaradi tega, ker premija na človeški kapital, na znanje, se v inovativni ekonomiji povečuje. Zato Slovenija ne sme te kohezivnosti, ki smo jo pa obdržali, že mali iz bivše države, mali iz leta 91 naprej, te kohezivnosti in enakosti, ali pa na drugi strani, če rečem, medgeneracijske mobilnosti, se pravi, da so pogoji, ali pa kako bi rekel, ekonomski pogoji staršev niso dejavnik ekonomskega dosežka otrok. Se pravi, da to medgeneracijsko mobilnost ohranijo, pa potrebujemo močne javne sisteme, predvsem močni javni šolski sistem in javni zdravstveni sistem. Ker na koncu dneva moramo videti, da liberalne demokracije nikjer na Zahodu ne uspevajo tam, kjer se javni sistemi hitro razkrajajo. Ker potem pridemo do teh rizikov, ki so bili omenjeni, se pravi, da si bogati lahko poskrbijo oziroma pač bolj premožni.
druge sisteme. In zdaj seveda, ne, vprašanje pa je, ali je to pač prava politika, v katero je šla Slovenija v zadnjih 4 letih. Jaz mislim, da ne. Lahko bi naredili, se pravi, več, predvsem na tem področju, ne, da bi razvijali, se pravi, domači človeški kapital, talenta imamo ogromno, ne, ker zdaj smo prišli do točke, da je Slovenija začela uvažati migrantsko delovno silo, stran gospodarstva se pa je usidrila, če temu rečem, ne, na raven nizkih stroškov dela, ne, ki v Sloveniji, ne, s tako nizkimi stroškimi dela, za katero seveda pač delo upravlja migrantska delovna sila, nek povprečno slovensko gospodinjstvo ne more preživeti. Ne. Zato je tukaj res potreben narediti velik paradigmatski preskok. Ne. Naredimo ga pa s tem na eni strani, da ni ideološkega boja, drugega si ne gledamo kot sovražnike, ampak kot zaveznike, kako ustvariti bolj inovativno ekonomijo, ki bo sposobna več ustvariti za večje plače in se pravi celotno gospodarstvo dvigniti na višjo trajektorijo. Ne. Tukaj pa seveda pač potrebno več, kako bi rekel, predvsem sodelovanja, ne, manj ideološkega boja z obeh strani, ne, da ne bo pomote, in pa predvsem se moramo zavedati, ne, brez inovacij, ne, bo Slovenija postala mrtva ekonomija. Ne. In potem enkrat, veste, ko enkrat vi zamudite inovacijsko dirko, jo je zelo težko nadoknaditi. Ne. Tudi recimo, če gremo pogledati, kaj so recimo dosegle zahodne države v zadnjih 10 ali pa 5 letih, ne, se soočajo s podobnimi težavami. Staranje prebivalstva se povečuje, mladi se ne odločajo za družine. Zakaj? Ker je to zopet, ne, v tej spregi ena izmed pač negativnih posledic, ne, ker je danes imeti družino relativno drago. In ne smemo si privoščiti tega, da je pač imeti družino drago. Ne, ker v nasprotnem primeru, veste, se demografska slika ne bo obrnila. Bomo ostali samo pri parolah, ne, kaj si želimo, česa si želimo, ne. Na koncu dneva pa nekaj moramo vedeti, ne. Slovenija, včeraj sem gledal podatke, povprečna starost pri nas je dosegla 45 let. Ne. V Evropski uniji najstarejšo populacijo ima Italija, ne, 49, če se ne motim, je povprečna starost. Ne. To seveda pač pomeni kaj? Ne? Da družba kot že sama po sebi postane manj energična, manj dinamična. Ne? Zato je potrebno omogočiti okolje, kjer bodo mladi z veseljem in brez težav se seveda pač odločali za družine, si ustvariti družino in predvsem družine ne stigmatizirati. Ne? To smo pa zadnjič opazili, tudi ne samo zdaj v 4 letih, ampak že tudi dlje časa, pojem družine je v Sloveniji postal stigmatiziran. Ne? Sam lahko povem, kaj sem videl na fakulteti. Ne? En komentar je prišel od nekje, ne, da imeti družino pomeni biti konzervativen. Ne. Se pravi, prišli smo zdaj do točke, kjer, če se človek odloči imeti družino, je v očeh nekoga to očitno politična odločitev, oziroma pač neke politične usmeritve. Ne. In to je pa nevarno razmišljanje, ne, ki ga mi ne smemo priti, da ne smemo sploh dovoliti, ker če bo to razmišljanje enkrat, mi bomo imeli enkrat ogromno število ljudi, oziroma pač družin, ki so bodisi razdrte, bodisi fragmentirane in enkrat, ko vam izpade celica družine, se vam začne razdirati srednji razred. Razdor srednjega razreda in razkroj je pa pot do avtoritarcev, populistov, kakršnihkoli alternativcev, vseh barv in nazorov, ne, da lahko seveda prevzamejo oblast. In tega pač mi preprosto ne smemo doseči. Tudi če gremo pogledati recimo trende v sosednjih ali pa v bližnjih državah v zadnjih letih, ne. Zadnjič sem pogledal podatke v Španiji in na Portugalskem. 95% zakonskih zvez v 3 letih se konča z ločitvijo. Kam smo prišli? Kakšne pogoje imamo mi za razvoj srednjega razreda? Ne? In to seveda ni okej. Ne? Zato, ker enkrat, ker imate vi seveda celica družine razpade, ne, nimate več tiketa, ne, se pravi stopnice za srednji razred. Ne? Zelo težko in jaz res ne vem, kako bo v bistvu tako fragmentirana družba sploh sposobna kanalizirati inovacije skupaj. Ne? Zato, ker če ta celica enkrat odpade, ne, in da ne bo pomote, sistem jo je v zadnjih letih relativiziral. Ne? Tako ali drugače. In to seveda pač ni prav, ker to pa potem za sabo potegne, ne, da imamo na eni strani razdrobljen trg dela, ne, in imamo čezdalje več podjetij, ki, ne, morajo s tem tudi, in tudi univerz, ne, se pravi tudi delodajalcev na strani države in zasebnega sektorja, kjer morajo seveda pač s takimi slabimi začetnimi pogoji tudi operirati. Ne. In potem ni razvoja talenta, oziroma imamo tako imenovano tekmo za talent, ne, kjer tisti, ki so dobri, gredo naprej, ne, tisti, ki pa ne, ostanejo odzadaj. Ne.
Zato je ključno, da pa to ni stvar, seveda pač ni to stvar, ali smo socialna država. Jaz mislim, da to je stvar, ali smo kohezivna država. Slovenija je mala družba, male družbe seveda imajo to težavo, kot je prej omenil, da drugega poznamo, ne, tako ali drugače, ampak imajo pa tudi veliko prednost, ne, da so zelo hitreje homogene, ne, in se zelo hitro glede marsičesa poenotijo. Ne. Zato ta sistem razdiralne retorike, ne, kjer se zdaj delimo na leve ali na desne ali na takšne ali drugačne, v malih državah res je popolnoma nepotreben. Ne. Ker je v bistvu samo strošek oziroma nek vir tenzije, neke napetosti v družbi, ne, ki ne omogoča stabilnosti in inovativnosti. Moče pred koncem, gospod Gartner, tudi vi čutite to razkrajanje srednjega razreda, za katerega je sokriv tudi ta odnos do družine kot osnovne celice, ki sploh omogoča neko stabilnost in tega, da si enostavno družina vedno težje privošči neko normalno bivanje v sodobnem svetu. Zdaj, družina kot taka je sigurno na prepihu oziroma jo sedanji družbeni politični sistem, pa ne bi rekel samo Slovenije, tega zahodnega sveta pač izrinja iz temelja. No. To ni več temelj življenja na način. Ne bi rekel, da je to sam problem Slovenije, ampak se je bilo jasno povedano, da je to tudi problem Španije, Italije in tako naprej. Je vezano pač na vrednote. Ne. Na eni strani, torej kaj si želimo kot posamezniki, vse bolj je samo to pomembno vprašanje, kaj bom jaz, kako bom jaz uspel, težko pa preidejo mladi na vprašanje, da bi skupaj nekaj ustvarjali, se prilagajali, tako da to je en del tega razmišljanja individualizma, ne. To je en del procesa, ki je škodo družini. Drugi del je vezan na to, kaj vse naj bi družina ustvarjala in kakšne pogoje naj bi ustvarjala za otroke, kar je izredno drago, zahtevno, in zato se pač mladi kasneje ali pa sploh ne odločajo za otroke. Potem je pač vprašanje države ali pa družbe kot take do družin. Ta vedno v Sloveniji ni bil najbolj pozitiven. Ne bi rekel, da je zdaj v zadnjih 4 letih bil tako negativen. Se pa, če bi finančno gledali, najbrž položaj, recimo kar se tiče davčne politike, nekaj poslabšal. Ni bilo nekaj to, kar bi kritično vplivalo. Ne. Zdaj, sam odnos vrednosti sistem do družine kot take, zdaj, lahko je v enem delu intelektualne elite viden ta negativen prizvok v smislu, kdor je naklonjen družini, je konzervativen, ampak se mi zdi, da je pač treba znati na to odreagirati, s tem, da je pač v tem primeru pač konzervativnost nekaj dobrega, ne? Če je na tem področju to taka zadeva, je treba znati se postaviti na pravi način. Mislim, da Slovenci to znamo, ne? Ampak konec koncev je žal tako, da nas je vse manj, da je mladih vse manj in Slovenija kot taka bo imela s tem težave, ne? Tako da tudi če celoten ta del uspe nam, ne, z inovativnostjo, je težava, da dokler ne bomo imeli financ, da bomo lahko plačevali primerno voznike avtobusov, če hočete, gradbince, snažilke in ne vem, zaposlene v domovih za ostarele, kar trenutno ne moramo plačati in toliko, da bi lahko dobro živeli, ampak so na minimalcu, se ne bo nič spremenilo in bo najbrž ta uvoz hkrati z demografsko krizo, ki pač je še vedno pač obstaja, in s tem izzivom se bomo srečevali šolniki in družba kot celota. Ne. Tu bo šlo na dolgi rok za vprašanje, kdo bo Slovenija, kaj bomo Slovenija čez 50 let, ne, po kritični masi števila priseljencev, ki pač z veseljem najbrž pridejo sem, ker je življenje tu še vedno nekajkrat lepše kot recimo na Filipinih ali pa kje drugje v Aziji. Je vprašanje, do katere točke se bodo še integrirali v našo družbo. Ne. Zdaj, kolikor je nam slovenstvo še kot ena vrednota, ne, ali pa naša družba, kot jo poznamo, to pomeni za nas en izziv, pa eno tveganje, ki ga bo pač treba na prav način reševati in pristopati. Vsekakor pa ne na negativen način izločevanja, ampak na način, kako bomo lahko s temi ljudmi, ki prihajajo sem, zaživeli skupaj. In tega zaenkrat še ne znamo narediti. Vsaj ne tako dobro, kot bi bilo morda nujno. No? Ne morda, ampak nujno. Mogoče še to bi jaz pač dodal, da ne, ko pridemo pač seveda do vprašanja priseljencev, ne, Slovenija v bistvu aktivne integracijske politike niti nima. Recimo, če vi greste pogledati, povedam primer ZDA, ne, v ZDA po 2 letih življenja se zelo veliko ljudi identificira z Američanom, ne, zato ker je v bistvu pač integracija hitra, propulzivna, ne, in tudi v bistvu temelji na jeziku. Tukaj se mi pa zdi, da bi bilo v Sloveniji več ljudi potrebno narediti, da tisti, ki so tukaj, ne,
to, da so Slovenci, če postanejo Slovenci, hitreje prevzamejo, ne? Ker to seveda potem tudi bariero zmanjša, kakršnokoli takšno in drugačno, ne? In da seveda pač s tem tudi v bistvu se izboljša pač samo družbeno zaupanje, ne? Ker zdaj vidimo, da te ljudje, ki jih je Ministrstvo za zunanje zadeve ne preko nekih svojih pisarn pripeljalo iz Filipinov, afinitete do tega mesta, do tega kraja, ne? Do te države nimajo, ne? Zato moramo več na tem delati, seveda, tako kot je bilo tudi omenjeno, ne iti v smer izključevanja, češ da to so priseljenci, kateri so, ne vem, nepomembni, daleč od tega, so pomembni, ampak se pa seveda pač pričakuje, da se bodo integrirali zahodne države. Belgija, Španija, Francija, tukaj na področju integracije, tudi mogoče malo zaradi politične korektnosti, niso naredile dovolj, ne. Emiratski emir, ne, bin Zayed, je leta 2019 opozoril evropske države. Pri integraciji, ne, ljudi iz bližnjega vzhoda ne bodite preveč tolerantni, ker v nasprotnem primeru se vam bo zgodilo to, da se bo del populacije zelo hitro radikaliziral. Radikaliziral se bo pa seveda tako, da bodo najprej posegli na področje ženskih pravic, ne, kasneje bomo imeli pa to še tudi druge negativne posledice za družbo. Nihče ga ni jemal resno, ne. Seveda, jaz mislim, da v Sloveniji in v Evropi se moramo tega absolutno lotiti, več narediti seveda za integracijo, več tudi narediti, da bodo te ljudje pregovorili slovensko, se hitro vključili in na koncu dneva, če tukaj ostanejo, da bodo enakopravni člani družbe in da ne bomo zopet uporabljali te parole kulturna raznolikost, kulturna različnost. Ja, vsi smo si kulturno različni, ne? Če pa živimo na nekem prostoru, na nekem mestu, nas pa vežejo skupaj skupni jezik, skupna pravila, skupna dediščina, ne? In to v bistvu, če troje damo skupaj, pridemo do neke pač identitete, ne? Ki mislim, da je pomembna, in če bomo to naredili, ne, moramo nekaj vedeti, ne? Zadnjič sem gledal novice, ne? Združeni arabski emirati, ne, so za letošnjim letom prenehali pošiljati svoje študente oziroma svoje državljane na študij v Veliko Britanijo. Veste zakaj? Zaradi tega, ker je njihov emir povedal, da te ljudje, ko pridejo nazaj v Emirate, postanejo radikalizirani, ne? In sami povedal, okuženi z idejami muslimanske bratovščine, ne? In pa smo se pogovarjali, pa mi vidimo, zdaj bližnja vzhodna država opozarja Zahod, da ne naredi dovolj, ne? In tukaj jaz res tudi, recimo, če gremo pogledati v zadnjih letih, ne, koliko so se recimo socialni konflikti povečali, tenzije, medverski, medetnični konflikti, tega si še posebej mala družba, kot je Slovenija, nikakor ne sme privoščiti, ne? Zato ja, kulturna različnost absolutno, istočasno pa od ljudi, ki tu živijo, ki pridejo s Filipinov, s kjerkoli drugje, se pričakuje seveda pač integracija, ne? Ali z katerihkoli drugih verstev, ne? Tako kot če pridemo pač zahodnjaki, ne vem, kamorkoli sprejmemo pač pravila, ne? Tako se tudi seveda pač pričakuje vice versa. Dobro, gospoda, naš čas se je nekako približal koncu, tako da najlepša hvala vama za pogovor, da sta prišla in delila svoje misli. Hvala za povabilo. Hvala lepa. Hvala tudi vam, dragi gledalci. Spremljajte še naprej Slovenski čas in preberite, kaj smo o temi, ki smo jo danes naslovili, še povedali v Slovenskem času. Nasvidenje.